Zdaj pa črni kroniki oziroma novici o kokainu. Ampak čuš, pomir se, ta novica nima veze s teboj. Ne. Ta teden je v Ljubljani potekalo sojenje druščini, ki je čez Atlantik švercala kokain v kilah. A se jim je zgodilo tole. Pa čeprav gre milo rečeno za eno bolj nespretnih kriminalnih združb, ki je kokain kar dvakrat neuspešno prevažala čez Atlantik. Med drugim se je pokvaril motor in zlomil jambor na jadrnici, tako da so kokain še pred prihodom reševalcev zmetali v morje. Stara novica, vem, ampak nam je končno uspelo dobiti posnetek, kakšne tragične posledice je imela odvržena droga na oceanski ekosistem. To je najboljši dan v Atlantiku ever. To je skoraj tako na delovnem taboru SDS, sem pod vodo. Isto. In zdaj k edini novici v tej oddaji, ki me zares zanima. In ne, to ni, kaj si v meni misli Žan Mahnič, pa mama njegova, ampak nov dogodek britanske kraljeve družine. Ja. Medtem, ko čakamo novo kraljevo rojstvo, 2 pogreba sta tako že v zraku, nekaj cajta, je bila ta teden na sporedu še nova kraljeva zaroka. Princ Harry, to je Damjan Janković kraljeve družine, je naznanil, da je zaročil Meghan Markle, ameriško igralko, ki je nekoč nastopala v ameriški različici oddaje Vzemi ali pusti. Zdaj, če je bilo to v Sloveniji, bi lahko rekli, da se bo poročil z asistentko Zmaga Batine. To je najbolj narodna stvar, ki jo vemo o Meghan Markle. Kar se pa Harryja tiče, dajmo samo reči, da Edward ni bil edini, ki je bil zaljubljen v Američanko in Nemce s čudnimi idejami. Zdaj, tuji mediji poročajo, da je moral princ Harry za dovoljenje, da jo vzame za ženo, mladovati njene starše. Kar je logično. Ne moreš pustiti, da si ti hčerka poročila, ker z enim princem britanskim. A se nismo nič naučili od očeta Urške Bačovnik? S kom soš poročila? S princem teme. Ne vem, no, princ je princ, kar izvoli. Rezerviri cerkev v Dreženci. No, da Harry nikaj pride, dokazuje tudi tale posnetek. Here at our cottage, just a standard, typical night for us. It's a cozy night. What we're doing, just roasting chicken and Roasting having a chicken, trying to roast a chicken. trying to roast a chicken. Harry, ti si en razbojnik, mislim. Kaj si, princ ali študent v McDonald'su? Še Damjan Murko se je bolj potrudil za svojo zaroko. On je kupil vrtnice, torto, spekel, kaj pa ti, paščanca zdal v pečico. A se res zaprosil ali ti sem spodrsnilo? Kot rečeno, se kraljevi dogodki kar vrstijo, zaroke, poroke, otroci in, a veste, kaj to pomeni? Novi in novi spominki. Kraljeva družina naj bi angleškem gospodarstvu spominki prinesla več denarja, kot ga utaja v davčnih oazah. Kdor dela marketing kraljevi družini, je genij. In jaz mislim, da bo ga morali najeti tudi v naši mali demokraciji. Skozi jamramo, da se nam v proračun steka premalo denarja od davkov, pa si pol zmišljujemo davke na nepremičnine, pa pitaj Boga, kaj še. Dajmo mi narediti serijo izdelkov navdahnjenih slovensko državo. Naprimer, umetna pleša Janeza Janše. Jaz bi to kupil. Britvice s Cerarjeve obmejne ograje, večnamenske seveda, pa seveda ne smel pozabiti na Patičko Angelice Likovič, trademark. Lahko bi imela v testu skrite citate Svetega pisma, ki govorijo o splavu. Recimo, prodajamo lahko tudi kasete za učenje angleščine z Melanijo Trump. Kdo bi pa hotel, lahko pa dobi še bonus kaseto profesor Alenke Bratušek. Spet moram na vse misliti jaz. I feel Slovenija. Mislim, dajte malo domišljijo uporabiti. Pokličte me. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!